Osnovni namen pravične trgovine je pomoč malim kmetom in obrtnikom pri vstopu na trg. Trgovci kupujejo produkte neposredno od proizvajalcev, s čimer zmanjšajo stroške, zato lahko produkte odkupijo po višjih cenah. Proizvajalci dobijo več, zdaj pri hrani spet dobijo neko zagarantirano ceno, recimo če vzamemo kavo kot primer, ki na svetovni borzi, tudi če pade cena, oni še vedno dobijo to zagarantirano. Če pač raste, z njo nekako raste tudi ta pravična cena, ki je zmeri malo več kot ta borzna. Najrevnejši proizvajalci lahko tako prejmejo največ četrtino prodajne cene. So zaradi tega izdelki v trgovini dražji od tistih v običajnih trgovinah? Dogaja se, da so nekateri dejansko dražji. Takrat poskušamo to pravzaprav pravičiti tudi za višjo kakovostjo izdelka. Nekateri so pa tudi cenejši kot v navadnih trgovinah, tako da nujno ta korelacija pravično je nujno dražje pravzaprav ne drži. Kljub temu, da je pojem pravične trgovine relativno star, se izvira iz 60-ih let, pa v svetu še vedno predstavlja majhen del gospodarske menjave. Pravična trgovina je tukaj manjši segment, mislim, da okrog 2 milijardi evrov. Vsekakor prinaša predvsem svojimi idejami in svojimi idejami in pravičnosti drugačne svetovne ureditve na področju trgovine. V Mariboru boste lahko tako nakupovali posodo, nakit, torbice, tudi avtentična glasbila iz več kot 40 držav, med njimi tudi Burkine Faso, Nepala in Ugande. S vsakim nakupom pa boste spodbujali etična načela in prispevali k odpravljanju revščine in svetovne lakote.